prvo, na vsakem tem dogodku so se 3 stvari zgodile. Vedno je branje, ali pridejo avtorji sami brati svojo poezijo, ali pa prevajalci pač berejo svoje prevode, to je ena stvar, in potem sta 2 glasbena dogodka. In ta glasbena dogodka sta tudi lahko zelo različna. Se pravi, vedno 3 stvari, ena z drugo nima nobene zveze, so lahko zelo različni žanri, ali zelo težko bi rekel žanri, gre za pač neko raziskavo, vsaj kar se zvoka tiče. Zato, no, odprta meja. Po eni strani odprta meja, po drugi strani pa neka stvar brez konca. Za hip sem mislil, da bi postal eno s kozmičnim zvenom vesolja, duhovno dejanje, uresničena svetost. Postal sem mistični desetar obsedenih paranojikov, ki poganjajo noči med plastičnimi steklenicami vina za 6 frankov, preden grejo ob 6 na delo na črno gradbišče. Kdo pa so ti avtorji, ki so nastopili, pa ki bojo danes recimo na zaključnem večeru nastopili? Kaki profili so to? Zaenkrat so bili v glavnem Slovenci, razen enega Venezuelca, enega Japonca in enega Francoza. Glasbeniki? Kar se glasbe tiče, so bili v glavnem pač glasbeniki, ki raziskujejo v elektroakustiki, v pač nekih neustaljenih praksah, ki izdelujejo svoje inštrumente. Skratka, nimajo dosti možnosti sploh se predstaviti. Zdaj pa preprosto skoči iz avta, sem rekel. In to bo še enkrat doživel, nasmejal se. Samo v duši raje niti besede. Vozila so se skozi mesto, neurje je postalo vse hujše, neonke plazovi svetlovi. In barve, ki nenadoma označajo vse, kar je najboljše pod soncem. Si rekel, da izdelujejo svoje inštrumente, v kakšnih inštrumentih pa govorimo? Včasih gre za elektroniko, včasih pa za pač neke akustične inštrumente, ki se jih potem modulira z elektroniko. Čez štor se je splazila belouška. Vse do konca sta imela odprte oči. Na stolu so ležale skrbno zložene hlače in na drugem je visela oblekica. Bila sta naga.